celjski bolnišnici 113 pacientov s COVID-19, med zaposlenimi 154 okuženih. Mestna občina Celje osnovnošolcem zagotavlja topel obrok. Za športne programe mestne občine Celje v letu 2021 880 000 evrov. Konec tedna se bo nadaljevalo žensko rokometno državno prvenstvo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V sredo so v Sloveniji opravili 6767 testiranj na novi koronavirus in okužbe potrdili pri 1925 ljudeh. Umrlo je 41 bolnikov s COVID-19. V bolnišnicah se trenutno zdravi 1210 covidnih bolnikov, med njimi 200 na intenzivni negi. V splošni bolnišnici Celje se trenutno zdravi 113 pacientov s COVID-19, od tega 22 na intenzivni negi. Danes so imeli okuženih 154 zaposlenih. Stanje v splošni bolnišnici Celje je tako, jaz ga ocenjujem kot stabilno. Kar se tiče števila pacientov, ki potrebujejo hospitalno obravnavo, to število se res da stalno nekoliko povečuje, ampak je ta trend nekoliko upadel. Danes je hospitaliziranih na intenzivni terapiji 22 pacientov, tako da tu so kapacitete praktično polno zasedene. Na navadnih oddelkih je nameščenih 113 pacientov na 4 COVID oddelkih, tako da nekaj kapacitet tukaj je še prostih in zjutraj je bil hospitaliziran tudi COVID pozitiven otrok. Tako da skupna številka danes zjutraj je bila 134 pacientov. Kako pa je organizirano zdaj delo? Ste še zapirali nekatere oddelke, vzpostavljali COVID oddelke? Delo je organizirano po našem načrtu, tako da imamo sedaj 4 COVID oddelke. Ostale oddelke, ki so bili prej na teh lokacijah, smo združevali, pa tudi nekaj preseljevali. Tako da trenutno je zaprt tudi oddelek za bolezni prebavil, ki smo ga potem združili z ostalimi internističnimi oddelki in nekaj pacientov je bilo tudi na nevrološkem oddelku. Tako da ostali oddelki so precej skrčeni, tako da večji del aktivnosti sedaj seveda poteka na COVID oddelkih. Kako pa je z zaposlenimi? Ja, pri zaposlenih je stanje takšno, da včeraj je bilo skupaj okuženih 104, aktivno okuženih 154 zaposlenih, to je 9 več kot en dan predtem. Pri zdravnikih je ta številka 32, pri medicinskih sestrah, tako diplomiranih kot tudi zdravstvenih tehnikih, je ta številka po 61. Ob tem je še 56 zaposlenih v odrejeni karanteni. In pa seveda kar nekaj zaposlenih je tudi v bolniških staležih zaradi drugih razlogov in tudi nekaj zaradi varstva otrok. Kljub tem visokim številkam je pa ta številka nekoliko boljša, kot je bila nekaj dni nazaj, kar pomembno število zaposlenih, ki so bili okuženi, se že vrača nazaj na delovna mesta. Tako da tukaj je nekaj upanja, da se bo stanje izboljšalo. Pomembno je pa poudariti tudi, da imamo nekaj pomoči, predvsem nekaj prostovoljcev Rdečega križa, nekaj bivših zaposlenih upokojenih medicinskih sester se je odzvalo in pa tudi nekaj medicinskih sester, ki so zdaj v zdravstvenih domovih, se je odzvalo in v svojem času, ko niso v zdravstvenih domovih, smo jih aktivirali za delo pri nas. Mestna občina Celje je v sodelovanju s celjskimi osnovnimi šolami poskrbela, da imajo učenci tudi v času šolanja na daljavo zagotovljen topel obrok. Tako vsak dan v šolskih kuhinjah pripravijo več kot 500 kosil. Hkrati je občina zagotovila tudi varstvo otrok za zaposlene v splošni bolnišnici Celje in zdravstvenem domu Celje. Ker v teh dneh zlasti v zdravstvenih ustanovah zaradi večjega števila obolelih z novim koronavirusom primanjkuje zaposlenih, je mestna občina Celje za tiste zdravstvene delavce, ki so tudi starši, organizirala varstvo njihovih otrok. Otroke, ki so učenci od 1. do 5. razreda osnovne šole, od včeraj dalje varujejo prostovoljci v Celjskem mladinskem centru. Otrokom nudijo tudi učno pomoč in s tem njihove starše zelo razbremenijo. Varstvo je organizirano od 7. ure do 15:30, za tople obroke in malico pa so poskrbeli v splošni bolnišnici Celje. Pričakujemo, da bo takšno varstvo potrebovalo okoli 20 otrok na dan.
Za 500 otrok celjskih osnovnih šol, ki se trenutno šolajo na daljavo, pa so skupaj s šolami uspeli zagotoviti pripravljanje kosil. To velja tako za tiste učence, ki so do sedaj že imeli zagotovljeno subvencionirano prehrano v šoli, kakor tudi za vse ostale. Celjski učenci, ki obiskujejo osnovne šole v drugih občinah in so imeli doslej subvencionirano prehrano, imajo brezplačni topli obrok zagotovljen na tisti celjski osnovni šoli, ki pripada njihovemu šolskemu okolišu. Vsaka šola pripravlja tople obroke v svoji kuhinji. V ponedeljek so tako razdelili več kot 500 toplih obrokov, od tega preko 400 brezplačnih. Število prijav na brezplačne in plačljive tople obroke narašča iz dneva v dan, ker nekateri učenci oziroma njihovi starši nimajo možnosti, da bi po topel obrok prišli na šolo, smo organizirali dostavo. Z vrtčevskimi kombiji vozimo tople obroke na dogovorjene lokacije v posameznih šolskih okoliših. Na občini si želijo, da bi lahko v prihodnje podoben sistem vzpostavili tudi za dijake, ki obiskujejo celjske srednje šole. Za dijake nam žal še ni uspelo vzpostaviti podobnega sistema zagotavljanja toplih obrokov, saj država ni postavila jasnih standardov in kriterijev kot pri osnovnih šolcih, na podlagi katerih bi srednje šole lahko pripravile sezname dijakov, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka. Pričakujemo, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport še ta teden srednjim šolam posredovalo ustrezen dokument in da bodo tudi dijaki dobili tople obroke. Kuhinja v Dijaškem domu Celje, ki bo dijakom zagotavljala tople obroke, je namreč že pripravljena. Poskrbljeno pa je za tiste dijake, katerih starši so vključeni v program javne kuhinje. Starši morajo to javiti na Center za socialno delo Celje. Nato pa lahko še isti dan ali najkasneje naslednji dan prevzamejo topel obrok v prostorih javne kuhinje na prvi osnovni šoli. Mestna občina Celje bo v letu 2021 iz svojega proračuna za letni program športa namenila slabih 880 000 evrov. Na ta način želi občina k telesni dejavnosti spodbuditi občane vseh starostnih kategorij. Pri sofinanciranju programov bodo imeli prednost programi za otroke in mladino. Letni program športa predstavlja podlago za izvedbo javnega razpisa za šport, s čimer se ustvarjajo ustrezni pogoji za rast in razvoj, pa tudi zagotavlja se podpora tistim vsebinam nacionalnega programa, ki so pomembne za lokalno skupnost. Predlog letnega programa športa za leto 2021 vključuje za mestno občino Celje relevantne vsebine ter strokovne in razvojne naloge na področju športa. Usklajen je s sredstvi v sprejetem proračunu za leto 2021, zato njegovo sprejetje ne zahteva dodatnih finančnih sredstev. S predlaganimi sredstvi bo mestna občina Celje sofinancirala izvajalce, ki se bodo prijavili na javni razpis za šport in tudi izvedbo projekta Mesec športa. In kakšna so letos sredstva in razpisne vsebine? Za javni razpis smo zagotovili 877 500 evrov. V sofinanciranje je bilo sprejetih 74 izvajalcev. V okviru prostočasne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki jih izvaja Športna zveza Celje, izvajamo tečaje plavanja, tečaje drsanja, izvedene so tudi brezplačne šolske športne počitnice ter medšolska tekmovanja osnovnih in pa srednjih šol. V letošnjem letu sofinanciramo vadbo predšolskih in pa osnovnošolskih otrok ter mladine, ki jih izvajajo vadbe v športnih društvih, ter sofinanciramo vadbo kvalitetnega, kakovostnega ter vrhunskega športa. V sofinanciranje smo sprejeli tudi izvajanje športne rekreacije za starejše občane, ki so starejši od 65 let, to je 23 izvajalcev, ter v šport invalidov so v letu 2020 vključeni 3 izvajalci. V šport odraslih s posebnimi potrebami je vključen en izvajalec, ki mu sofinanciramo vadbo. Največ sofinanciranih vsebin v letošnjem letu in tako kot vsa zadnja leta je namenjeno mladini in pa otrokom. Tudi letos pričakujejo, pravi Gorskijeva, podobno število prijav na razpis kot pretekla leta. Pri tem je potrebno izpostaviti opazen porast prijavljenih oziroma sofinanciranih društev. V letošnjem letu 74 izvajalcev, v lanskem letu 71, pred 2 letoma 68 izvajalcev.
kar nakazuje na vedno večji interes po sofinanciranju športnih vsebin in pa društva obenem prijavljajo večje število vsebin, zato pričakujemo podobno prijave v letu 2021. V proračunu Mestne občine Celje je za proračunsko leto 2021 za področje športa torej predvidenih 771 500 evrov za materialne stroške realizacije programov športnih društev in klubov, pa 35 300 evrov za plače in še slabih 9 tisočakov za prispevke. Za redno vzdrževanje javnih športnih objektov in površin je namenjenih 61 800 evrov, 25 tisočakov pa še za sofinanciranje projekta Mesec športa. Program je bil s strani mestnih svetnikov Mestne občine Celje soglasno sprejet. Po 2 tednih premora se bo konec tedna nadaljevalo žensko rokometno prvenstvo. V Združenju ženskih prvoligašev so pred 14 dnevi zaradi velikega števila okužb v večini klubov prvenstvo prekinili za 14 dni. Ja, na Združenju ženskih prvoligašev smo se pred 14 dnevi odločili in smo bili enotni vsi klubi, da za 14 dni prekinemo državno prvenstvo, tako da to soboto nadaljujemo. Upajmo, da bo vse v redu, da bo ekipe zdrave in da bomo lahko normalno tekmovali. Slovenski ženski rokometni ligaši bodo morali v nadaljevanju sezone nadoknaditi tekme, ki jih niso odigrali v zadnjih 14 dneh. Ja, igrali bomo sigurno v malo bolj zgoščenem ritmu. V našem klubu bomo videli, ali bomo imeli kakšno reprezentantko ali ne. Mi imamo zdaj 2 zaostale tekme, z Koprom pa s Ptujem. V primeru, da ne bomo imeli nobene reprezentantke, bomo probali to sedaj v konec novembra pa do sredine decembra odigrati te tekme. V nasprotnem primeru, če pa bo kakšna igralka na spisku reprezentance, ker ga še ni, bomo pa potem odigrali verjetno to v mesecu januarju in februarju, v malo bolj zgoščenem ritmu. Ja. V ženskem rokometnem klubu z Dežele so imeli zaradi okužb z virusom COVID-19 že precej težav, saj je morala ekipa že 2-krat v karanteno. Imeli smo že 2-krat okužbe, dekleta so bila že 2-krat v samoizolaciji po 10 dni, tako da mi smo v bistvu šele sedaj po 20 dneh pričeli s treningom v ponedeljek, tako da bomo imeli sedaj 5 dni treninga, v soboto pa imamo zelo težko tekmo proti izredno kakovostni ekipi iz Ajdovščine, ker ima tudi številne tujke, tako da jaz se vseeno nadam, da bomo jim držali dober odpor. Sigurno ne gremo z belo zastavo, punce se bodo sigurno maksimalno pripravile in prepričan sem, da tudi to tekmo lahko dobimo. Celjanke so v dosedanjem delu sezone na 4 tekmah po 2-krat zmagale in izgubile. Mlinotest je na drugi strani dobil vseh 5 dosedanjih obračunov. Ekipa Mlinotesta ima zadnje 2-3 sezone izredno dobro ekipo, dobro kadrujejo in imajo tudi v bistvu, jaz mislim, da en drugi največji proračun v državi in da tudi lahko s tem naredijo dobro ekipo. Tudi mi smo finančno stabilni, ampak vseeno si ne moremo privoščiti igralk na tem nivoju, ampak se trudimo, da čim bolj z domačimi igralkami krpamo luknjo in da se čim bolje bomo pripravili na njih in jih probali presenetiti in čim boljše odigrati. Imamo pa spremembe glede kadra, ker je Iza Bon iz Ljubljane, ki je prišla kot okrepitev na levem krilu, nam zaradi posledic koronavirusa same službe prekinala pogodbo predvčerajšnjim, tako da bomo mogli brez nje. In vseeno, tu so, kjer so in sigurno bojo dale vse od sebe, da bomo čim boljše odigrali to tekmo proti Ajdovščini. Direktor celjskega kluba je pokomentiral tudi odločitev Evropske rokometne zveze, ki je dokončno odpovedala Evropsko prvenstvo za fante do 18 let, ki bi moralo med 14. in 24. januarjem 2021 potekati v Celju. Res mi je žal, da tega prvenstva ne bomo mogli speljati, ker
Mislim, da bi to bilo v Celju spet eno tako spektakularno prvenstvo. Imeli bi zelo dobro reprezentanco, ki bi se sigurno potegovala za najvišja mesta. Spet bi lahko polnili dvorane in škoda je za samo Celje, za Slovenijo, da pač tako velikega dogodka ne bomo mogli organizirati. EHF nam ni dal še dodatnega termina, ampak pač enostavno odpovedal samo prvenstvo, ampak kar je, nekaj prvenstv še imamo pred sabo in poskušali bomo sigurno naprej dobivati v samo Celje. Bo pa Celje v letu 2021 gostitelj Evropskega prvenstva za mladinke. Ja, v letu 2021 imamo v poletnih mesecih mladinsko žensko Evropsko prvenstvo od 8.7. do 18.7. Tako da upajmo, da bo vse v redu in da bomo lahko pač organizirali samo to prvenstvo. Po reprezentančnem premoru se bo v soboto nadaljevalo tudi moško rokometno državno prvenstvo. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v Zlatorogu ob 18. gostili moštvo Kopra. Žal bodo Celjani to srečanje primorani odigrati brez reprezentantov Miljana Vujovića in Tadeja Mazeja, ki sta bila pozitivna na virus COVID-19. Oba omenjena sta se okužila v času reprezentančnih priprav. Preostali člani reprezentance Tilen Kodrin, Matic Grošelj, Kristjan Horžen ter trenerja Aleš Anžič in Primož Pori so bili do včeraj v samoizolaciji. Vseh 5 je bilo na včerajšnjem testiranju negativnih, tako da so se danes na treningih že priključili preostalemu delu moštva. Jutri bo na Primorskem po večini oblačno, drugod bo delno jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah oblačno in megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, v alpskih dolinah okoli -2, ob morju do 8, najvišje dnevne pa od 10 do 15 stopinj. V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu, predvsem zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V nedeljo se bo oblačnost povečala, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Vremenska napoved pa je bilo tudi zadnje dejanje današnjih dogodkov dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami ponovno torej jutri ob isti uri na isti postaji. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.